Spoštovane, spoštovani, prav lep dober dan na Slovenski matici, na drugi novinarski konferenci v tem letu, letu 2026, ko bomo še vedno predstavljali našo dragoceno knjižno bero iz leta 2025, knjige, ki so išle večinoma ob zaključku leta, in sicer najprej nedokončane spise profesorja dr. Andreja Capudra, njegovo zapuščino, ki jo je skrbno uredila hčerka, docentka dr. Sonja Weiss, in je išla v naši zbirki Knezova knjižnica. Sledila bo predstavitev zvezka iz naše zbirke Spomini in srečanja, in sicer skupinski portret z očetom avtorice Jasne Blažič, ki je hčerka dizidenta, publicista Viktorja Blažiča in je napisala zelo presenetljive osebne spomine na očeta. In nikakor nazadnje, naš desetletni, resnično dolg vseh tistih, ki smo študirali filozofijo pri doktorju Antonu Žvanu. Večina nas ga je, žal, v zadnjem obdobju imela predvsem kot profesorja za didaktiko filozofije, torej smo pri njem opravljali izpit, pedagoški izpit iz poučevanja filozofije, a tudi v takih trenutkih se je pokazal kot izjemen ne samo pedagog, ampak tudi človek. In prav zato smo na Slovenski matici, zlasti na pobudo dragocenega člana, profesorja dr. Valentina Kalana, izdali doktorsko disertacijo Antona Žvana, docenta dr. Antona Žvana, Transcendentalna filozofija pri Kantu in Husserlu, ki je išla v zbirki Slovenska filozofska misel. Veseli smo, da ste se danes te predstavitve udeležili v tako velikem številu, saj so novinarske konference dopoldne vedno običajno slabo obiskane. Dovolite pa mi, da prav posebej pozdravim profesorja Augustinčiča, profesorja na Gimnaziji Poljane, dolgoletnega profesorja, ki je seveda spoznaval tudi vse nas kot študente filozofije in nam daroval svoje dragocene učne izkušnje in ure, in seveda ima tudi sam dragocene spomine na profesorja Žvana. Na Slovenski matici pa imamo tudi zelo dragocene spomine na profesorja dr. Andreja Capudra, ki je pri Slovenski matici izdal vrsto svojih knjig, svojo romaneskno trilogijo, hkrati pa seveda tudi izjemno delo, povest o knjigah, ki je prejela Rožančevo nagrado. Zdi se, da so nedokončani spisi nadaljevanje vseh tistih esejističnih premišljevanj, ki jih je v povesti o knjigah načel, pa nikoli do konca dorekel. Mislili smo, da je na nek način to vrhunec njegovega esejističnega zapisa, vendar z nedokončanimi spisi odkrivamo res vse njegove globine, širine in duhovne višine. Nedokončani spisi so, kot pričuje tudi naslovnica, ki jo je oblikovala Eva Mlinar skupaj z podobo Capudrove hčerke Neve v ozadju, govorijo torej v prvi vrsti o Danteju. Tako so razdeljeni v dva dela, v spise o božanski komediji oziroma Danteju in v drugi del Breviarij, ki je neke vrste filozofski, duhovni geslovnik, bi temu rekla, slovar človeške duše. Njegovo delo bo predstavila docentka dr. Sonja Weiss, hčerka, ki je
seveda vse te spise tudi zbrala, ki je jih skrbno pripravila za izdajo pri Slovenski matici in delo opremila tudi svojo spremno besedo. Draga, spoštovana Sonja, poznava se, prijateljujeva, zato bom vendarle tikala. Prosila bi, če lahko nekako zaokrožiš, kakšno je bilo to soočenje z očetovimi spisi, njegovimi esejističnimi razmišljanji po njegovem slovesu in kako si jih počasi prebirala in urejala v celoto. Hvala. Seveda, to je bilo najprej ena negotovost, kako povezati dve precej različni deli. Se pravi, eno so eseji, ki niso dokončani, ki je bilo mišljeno pač, da bi jih bilo vsaj 15, kolikor sem razumela, na temo vseh treh Dantejevih spevov. Drugo je pa, kot že rečeno, ta breviarij, ki je na nek način nastajal v zadnjih 20 let, nekaj je bilo tudi že objavljenega, tako po kosih, po geslih. In vem, da je na tem delu pravzaprav ves čas, vsak dan te misli so se porajale sproti in se zapisovale in vem, da je bilo to nekaj, kar bi verjetno počel do smrti, če bi živel še ne vem koliko časa. Za razliko od esejev, ki seveda so bili mišljeni, kot da imajo nek zaključek in konec. Torej, kako to nekako povezati? Pa vendar, spravi, gre za zelo različni deli. Mogoče, če na kratko predstavim najprej te eseje, ki so seveda centrirani na Dante, ampak hkrati tukaj se vidi, da se vrača v preteklost. Dante je bil njegov začetek, on je večkrat rekel, da je bil to njegova univerza, njegov doktorat, drugi, skratka, to je bila njegova šola življenja in hkrati filozofije, mišljenja, duhovnosti. In s tem, ko se je pravzaprav skoraj da ne tik pred smrtjo vrnil k Danteju, je noter ulil ne samo razmišljanja o njem, ampak tudi vso svojo, tudi neko osebno duhovno zgodbo. In to se vidi v teh esejih, kjer se vrača k številnim avtorjem, ki so ga navdihovali poleg Danteja skozi vse življenje. Od antičnih velikanov, ki so nama obema ljubi, pa potem preko priljubljenih avtorjev, kot so Teilhard de Chardin, Bergson, Pascal, Meister Eckhart, se ne bom naštevala, seveda tudi slovenski velikani, Prešeren, Kosovel. Pravzaprav to, kar se ga je dejansko dotaknilo. Zdaj ta prvi, recimo, esej, ki govori o pesniku in državi, tukaj tudi vsem je vlil eno tako osebno noto, ko je skušal razumeti Danteja kot nekega, bi lahko rekli, z vsem svojim razočaranjem nad življenjem, namreč Dantejem, pesnikom in pesnika, ki je bil dobesedno, pravi, tukaj je citiral, dvakrat je citiral De Sanctisove misli o Danteju. Taval je po svetu s strahom in upanjem, stalno gledal proti rodnemu mestu, ki ga ni nikdar več videl. Zavračali so njegova mnenja, zlomili so mu življenje v cvetu let. Iz njegove misli in domišljije kaplja kri. Se pravi, in ta stavek se pojavi kar dvakrat tukaj v tej knjigi, neko globoko, bi lahko rekli, vživljanje v to osebno Dantejevo tragedijo, pesnika in politika, ki se je morda v marsičem prenesla, v katero je prenesel mogoče tudi svoje lastne izkušnje. Po drugi strani pa, če zaključek teh esejev, se pa pravzaprav, zaključek smo izbrali pravzaprav na podlagi tematike in pa tudi zaključnih besed, namreč končni esej, ki govori o usmiljenju, se zaključi z Dantejevimi končni verziji, raja. Se pravi, ljubezen, ki giblje sonce in zvezde, sole, l'altre stelle. To je pravzaprav na nek način, se pravi, očitno je bilo to res mišljeno za zaključek, ker v tem eseju, kjer pravzaprav najdemo ta boleči citat o Danteju, se pokaže tudi preobrazba pesnika. Pesnika, ki je v bistvu iz včasih nekoliko maščevalnega in zagrenjenega sodnika prepotoval vse tri etape
pekla vic in raja in v bistvu presegel to svojo neusmiljeno kritiko, neusmiljeno tudi včasih invektivo v ljubezni. Namreč, ko zapusti vice, ko ne potrebuje več svojega pesniškega vodnika, se pusti voditi svoji mladostni viziji Beatriče. In v bistvu preseže tudi vse te svoje, bi lahko rekli, boleče rane v tej končni ljubezni. Tako da ta zaključek, kljub temu, da ostaja nekako sredina, kljub temu, da ostajajo misli nedokončane, se mi zdi, da nek konec smo poskušali, nek zaključek smo vseeno poskušali dati in ga je tudi on dal, kot bi vedel. Morda se zdaj dotakneva seveda breviarja. Danes sem se odločila, da bomo vsi delili tudi kakšne odlomke iz knjig, ne nazadnje. Smo mi samo posredniki misli avtorjev, ki jih danes predstavljamo. Samo gospa Jasna Blažič bo lahko tukaj predstavljala svoje besede in misli. In če dovoliš, draga Sonja, bi prebrala morda geslo dobro. Namreč ravno pred 2 dnevoma smo tukaj govorili o dobrem in resnici, ko smo slavili jubilej prvega slovenskega zunanjega ministra, zaslužnega profesorja dr. Dimitrija Rupla. In zdi se mi, da prav vsa ta dejanja in dajanja, kot bomo videli v nadaljevanju, za katera v družbi pogosto mislimo, da so dobra, je tisto, česar družba ne razume. In Andrej Capuder je takole zapisal. Geslo dobro. Dejanje kot dajanje. Kdor daje, je dober. Daješ lahko, kar imaš. V tem je tvoja zasluga in koristnost. Pa tudi razlog za nečimrnost. Tu se dobro sprevrača v svoje nasprotje in preneha biti dobro. Zakaj? Ker tisti, ki mu daješ, morda noče. Dajati, kot da ne daješ. Biti iztegnjena dlan njega, ki daje skozi tebe. Biti odprt, prosojen za najvišji dar, ki je resnica. Kajti edino dobro je samo resnica. Nevarnost, da tisti, ki mu daješ, skozi tvojo dobroto zasovraži resnico. Zato, ker je v sebi skregan z njo, ali pa ker si ti napačno iztegnil svojo dlan. Milost trenutka. Sama si seveda imela priložnost doživljati očeta kot ustvarjalca, tudi kot politika, tudi kot prevajalca in tudi kot avtorja, ki ga morda nismo počastili z vsemi tistimi zaslugami, ki bi ga kak drugi narod znal in zmogel za tako izjemen prevod Danteja, pa tudi za njegova literarna dela. Kaj zdaj pomeni pravzaprav izdaja nedokončanih spisov in kaj prinaša novega v njegov opus? Jaz mislim, da prinaša predvsem to njegovo, bi lahko rekli, en tak, to je on je temu rekel druga kristalizacija, ne? To sem tudi en pojem, na katerega ki sem si ga izbrala. Zato, ker mi je bila blizu ta njegova podoba, oziroma to ni njegova podoba, ne? Obema je bila blizu ta podoba kroga in oboda. Središča in oboda kroga, ne? On je v bistvu, to najdemo recimo tudi pri Plotinu, v katerem sva oba rada skupaj debatirala. In tukaj je breviarij sem jaz izrazito dojemala kot to njegovo obračanje k notranjemu središču, ki se je na stara leta recimo mogoče stopnjevalo, tem bolj, ker je videl pravzaprav v tem pozunanjenju obratu navzven enostavno to razdrobljenost, ki ga je slabila. In v bistvu je iskal pogosto to moč navznoter, pri čemer izrecno v enem od teh gesel
pravi, obračanje navznoter ne pomeni zapiranje navzven. Pomeni v bistvu neko prosojnost za ta, on je temu rekel, univerzalni logos, iz katerega rosi milost vere. In to na nek način zelo dobro pove, kako je to svoje ponotranjenje pravzaprav na nek način tudi, kako ga je razsvetljevalo, kako ga je presvetljevalo in kako mu je tudi lajšalo, da ni postal recimo nek zagrenjen pesnik, tako kot je prikazal Dante. Da je dejansko lahko v tej svoji notranjosti našel tudi to luč. Zanimivo je ta njegov odhod. Odhod z tega sveta, ko pomislim na ta esej Zemeljski raj, ko v bistvu zapusti Dante zemeljski raj in se dvigne v nebesa, si lahko predstavljamo tudi to kot odhod pač z tega sveta, dobro, ni ravno raj mogoče, vsekakor je zemeljski, in kaj je ta druga pot, na katero se odpravlja. To sem pri njemu zmeraj čutila, da smrti ni dojemal kot konec. Se pravi, da lahko razumemo tudi ta breviarij kot neke vrste pogled v to potovanje, ki čaka nas vse. Zato je tako pomembno, se mi zdi, da beremo tudi te njegove misli, s katerimi preoprašuje ves čas nekatere temeljne pojme, ki jim je bil sicer zavezan. Kot je recimo vera. Jaz sem si izbrala tale odlomek, če lahko tudi bi prebrala, ker je bilo zame pač to zelo, zelo pomembno. Vera kot vedenje ni dana vsakemu človeku. Je dar, a tudi vaja. Večina se zadovolji z vero kot enostavnim, grobim odnosom do predmetov verovanja. Naj bodo še tako nerazumni, ergo sveti. Ta poenostavljena neposrednost si nabira fineso s pomočjo veroizpovedi, ki sloni na načelu zbirnosti na kolektivu. Vera kot veroizpoved je obodni pojav, ki svojo predmetno svetostno komponento izsiljuje središče. Odtod vzponi in padci, tako v osebnem kot v kolektivnem življenju. Vera kot pripadnost, enostranski padec v prostor in čas, ki ga promovira veroizpoved. Maščevanje središča nad obodom, ki ga izsiljuje. Ugasel duh, statika. To je recimo eno od tistih vrednot. Njegova vera je bila zelo globoka, hkrati pa nenehno preverjanje, nenehno merjenje. To je tisto, čemur je on rekel, tisti tretji. Se pravi, poleg središča in oboda mora biti tisti tretji, na katerega se človek naravna, da ostane sploh središče. In vse te njegove misli so nenehno izražanje tega dvoma, tega preverjanja, s katerim je preopraševal sebe in druge in na ta način ohranjal živo do svojo duhovnost. Tako da, kaj ne rečem, to, kar mi je bilo še posebej, to, kar mi je najbližje pravzaprav pri njemu, je pa, in kar se tudi izraža v tem breviarju, je pa ta, v bistvu, oziroma, kako bi rekla, nadzorovani individualizem. On je bil na nek način individualist, ki je pogosto trpel zaradi tega. Pač pogosto se je zaletel tisti mlin na veter, kar ga je pogosto udarilo po glavi, če lahko tako rečem. Ampak hkrati je videl v tej drži, bi lahko rekli, edino možno pristnost, avtentičnost, ki ga je nekako ohranjala tudi zavezanega družbi, ki je ostal ves čas nekako zvest. S tem, ko je pisal, s tem, ko je razmišljal, s tem, ko je navsezadnje stopil v politiko, s tem, ko je sodeloval, s tem, ko je bil navsezadnje profesor desetletja, nikoli ni obupal nad tem in ves čas je verjel, da je intelektualec dolžen na nek način tudi temu kolektivu, tej družbi, dati svojo kri, on je tako rekel, da se v bistvu napaja s krvjo individualistov, zato da lahko raste družba. Seveda individualisti pa tukaj krvavijo.
In tukaj se mi zdi, da je on pogosto krvavil, ampak v dobro. Ja, hvala za ta zaključni pravzaprav odgovor na geslo o dobrem, ki sem ga prebrala, in seveda hkrati tudi za predstavitev zbirke esejev profesorja dr. Andreja Zapudra. Kot si dejala, sam je dojemal, da smrt nikakor ni konec. Tudi mi smo veseli, da ni konec pravzaprav izdajanja njegovih del, ne samo zato, ker smo knjigo naslovili Nedokončani spisi, ampak zato, ker se še nekaj hrani v zapuščini, morda nekoliko še na kratko samo o tem. Se si Slovenska matica želi tudi v nadaljevanju izdati še neobjavljena Zapudrova dela. Ja, zdaj domnevam, da gre za poezijo, o kateri smo govorili, ampak se pravi tukaj, to je pa res še tak res nedokončan projekt, ker ne vem, treba večkrat pogledati skozi te verze, to so neki zgodni verzi, ki jih je treba pregledati tudi prvič, razmisliti, ali bi on želel sploh, da je to objavljeno, ker to, kar je pisal Breviarij, ves čas sproti objavljal, tudi Danteve eseje so bili očitno namenjeni objavi, ta zgodna poezija, pa včasih se razmišljam, kako bi jaz razmišljala, kako bi se jaz počutila, če bi neka moja zgodna dela, ki morda niso bila namenjena v ozrel luč sveta, jih moji potomci želeli spraviti na dan. Se pravi, tukaj bi bilo dobro iti še enkrat skozi to zapuščino in preveriti tudi kvaliteto tega. Jaz sem tukaj, nisem ravno sodnik, tako da se bomo vsekakor še tudi posvetovali in smo pa hvaležni za zanimanje in za pripravljenost za objavo teh stvari. Hvala. Mi pa smo seveda v imenu Slovenske matice zelo hvaležni dedičem pokojnega profesorja dr. Andreja Zapudra, da so te eseje bili pripravljeni izdati pri Slovenski matici in seveda smo hkrati hvaležni Javni agenciji za knjigo, ki je podprla izdajo te esejistične zbirke. Tudi izdajo naslednje knjige, ki jo bomo predstavili, Skupinski portret z očetom, avtorice Jasne Blažič, je podprla Javna agencija za knjigo v okviru njenega programa za leto 2025. Kot že omenjeno, je Skupinski portret z očetom, kot seveda nakazuje tudi ta fotografija, delo hčerke Viktorja Blažiča, publicista, dizidenta, urednika, novinarja, ki ga seveda vsi poznamo ne samo po njegovih izjemnih esejih, ampak tudi o njegovi vlogi pri objavi intervjuja Edvarda Kocebeka v reviji Zaliv leta 1975, v katerih je Kocbek prvič priznal povojne poboje na slovenskih tleh in vemo, da je usoda Viktorja Blažiča bila zaradi objave pravzaprav tega intervjuja zelo zaznamovana. Enako zaznamovana pa je bila seveda tudi njegova družina in o tem zelo presunljivo pričuje hčerka Jasna Blažič, sama muzikologinja, profesorica angleškega jezika, ki je napisala že več knjig, vendar je to prva, s katero sodeluje pri Slovenski matici. Knjiga je napisana kot neke vrste biografija Viktorja Blažiča, od njegovih otroških let pa seveda tudi mladostne zaljubljenosti in njegove ustvarjalne moči. Predstavljen je v svojih živih intervjujih s številnimi prijatelji, slovenskimi umetniki, Danetom Zajcem, Lojzetom Kovačičem, Pavletom Zidarjem, tudi Edvardom Kocbekom in drugimi.
Osrednji del spominov pa je posvečen Blažičevi aretaciji in njegovemu zaporu, kakor seveda tudi usodi družine, zlasti tragični usodi njegovega sina, avtoričinega brata Boruta. Na koncu smo se odločili, da zavestno ponatisnemo avtorjev esej Ustvarjanje je svoboda, ki je šel leta 1975 in na katerega se je takratna oblast sklicevala, da naj bi bil vzrok za njegovo zaprtje in aretacijo. Vendar več o tem njegova hčerka Jasna Blažič, ki predajam besedo, da nam na kratko predstavi seveda ta portret z očetom v literarnih besedah. Hvala lepa. Zdaj to seveda, jaz bi težko rekla, da je to neka klasična biografija, ne? To je dejansko doživljajsko delo. Zdaj, zakaj sem se jaz sem se odločila, da pišem o očetu predvsem kot o človeku, da pišem o njem tako, kot smo ga doživljali njegovi bližnji, seveda tudi skozi svoje oči. Ker namreč jaz mislim, da je to nekaj, kar je potem najbolj avtentično. Tako enostavno, zdaj tako bom rekla, ne, ko se lotim nekaj pisati, jaz se lotim zadeve tako, kot imam občutek, da sama knjiga hoče nastati. Jaz sem enostavno to na ta način zagledala, da to predstavim pravzaprav skozi neko perspektivo sebe ali pa recimo nas, bližnjih, ker mi smo ga dejansko poznali res od blizu in tudi zelo, zelo intenzivno doživljali to, kar se mu je dogajalo. Tako da to je knjiga, seveda vključuje te biografske podatke, vendar ni na tem težišče, ni težišče na tem. Jaz bom rekla, da je težišče pravzaprav na tem, kako je nek poseg politike, nek poseg od zunaj, pravzaprav spremenil naša življenja, bom rekla, do konca, ko se sploh lahko spremenijo. Mislim, kako je ena taka zadeva v bistvu vse premešala, vse obrnila na glavo in kako so pravzaprav tudi šle zadeve svojo pot. Jaz bom rekla, da je tukaj mogoče en moment, kot je v grški tragediji, kjer je princip ta, da človek nikoli svoje usode nima v svojih rokah. In tukaj je bilo dejansko dogajanje, ki ga mi nismo mogli obvladovati, ker so zadeve šle popolnoma drugače, kot si verjetno kdorkoli od nas zamislil. Zdaj, knjiga je, jaz se tukaj na tej točki resnično zahvaljujem Evelini Umek, ker namreč ta ideja, mi da so premevali to idejo okrog vključitve tega očetovega eseja, in dejansko je meni, jaz sem mislila mogoče tudi malo vmes kakšne zadeve, kakšne dele vključiti, ampak Evelina mi je svetovala, da je najbolje, če je esej v celoti objavljen na koncu knjige in tako sem tudi predlagala in seveda urednica se je absolutno strinjala, ker mislim, da je to nekaj, kar mora biti predstavljeno bralcu, zato da ve, zakaj je bil pro forma moj oče obsojen, ker v resnici je bila to samo pretveza, ta esej. Ljudje, ki so brali to knjigo, so rekli, ja pa za božjo voljo v tem eseju nismo mogli najti nič, zaradi česar bi lahko bil človek zaprt celo v totalitarni državi, mislim, kot je bila Jugoslavija. Tako da tukaj imamo pravzaprav tudi v knjigi eno vrsto absurda, se bom še prišla do tega. Torej, knjiga je sestavljena iz 7 poglavij, prvo poglavje predstavlja doživljanje očeta, kakršen je bil potem, ko so mu že pojemale moči. No, tukaj potem pridem na te spomine na zgodnejša leta oziroma tudi na to, kar sem vedela o njegovem zgodnejšem življenju, o njegovem otroštvu, o njegovih starših. Potem recimo tudi študijska leta, recimo v drugem poglavju pač bolj to potem obravnavam in v tretjem poglavju, kjer tudi
nekako bom rekla, opišem ti njegove prijatelje, ljudi, s katerimi se je družil, ker to so bile resnično ena taka snovanja, to je bilo zelo zanimivo življenje. V našo družino so prihajali, ne, Lojze Kovačič, on mogoče še največ, no potem sem hodila v obisk k Danetu Zajcu, potem pa šel tudi Boris Pahor, sicer se ga spomnim samo enkrat, ne, ker vemo, da je imel težave s prehajanjem meja, ne. Potem recimo Zdravko Slamnika, ne, ali kot ga poznamo kot pisatelja s pisateljskim imenom Pavle Zidar. Tako da to je v 3. poglavju. Potem v 4. poglavju opisujem 17. maj. 17. maj, kakršen je bil, kot sem ga jaz doživela, ko me je mama poklicala k kolegici, s katero so skupaj študirali, naj pridem domov in ni nič hotela povedati, zakaj. In opisujem pač, kakšen dan je to bil, kaj je pisalo v časopisih, kaj se je dogajalo, da jaz za to nisem vedela, ampak potem tisti šoka, ne, ko pridem domov in je stanovanje pravzaprav se čuti, da se je nekaj zgodilo. Kot da je stanovanje nekje omadeževano, bi rekla, ne, od nekih tujih rok, ki so šalile po njem. No, potem, to se pravi, to je to 4. poglavje, v 5. poglavju opisujem sam proces. Zdaj sem rekla tako, ne, to je knjiga, s katero nisem želela nobenih sodb dajati, nikogar obtoževati, nikogar opravičevati. Ampak, se pravi, tukaj dejstva govorijo sama za sebe, ne, zato ker v 5. poglavju je pač potek celotnega procesa in tudi navajam dejansko, notri citiram dele in obtožnice in potem sodbe, a ne. Se pravi, da tukaj že prihajamo na absurd, ne, zato ker so notri tako absurdne stvari, da govorijo same zase, a ne. In potem v primerjavi s tem esejem, ki ga lahko preberete na koncu knjige, je to enostavno, ne vem, ali bi človek rekel smešno, žalostno, absurdno. Tako da to je to, ne, ta proces je opisan v 5. dejanju. Zdaj, so se zgodile še neke zadeve, ki jih ne bi razkrila, zato ker so res neverjetne. Tako da to ostane bralcu. No, potem 6. poglavje je posvečeno mojemu bratu, ki je tragično preminil in pravzaprav je ostalo zavedno nerazjasnjeno, kaj je bil pravzaprav vzrok te njegove, rekla, nasilne smrti, ker nam je šlo za samomor. In tukaj seveda je ostalo odprto vprašanje, ne. Navajam pa seveda zadeve, ki sem jih slišala, ki so mi kakšni ljudje povedali, ampak do končnega odgovora nikoli nismo dobili, ne. No, tako da potem 7. poglavje je pa nekako slovo od očeta, pač opisujem tudi to stisko, v kateri je bil pred smrtjo in tako da to je potem nekako zakroženo. In odšel je točno na 25. junija, ki ga poznamo kot dan proglasitve samostojne države. Zato je živel vse življenje je delal za to, vse življenje je živel za to in umrl zvečer, mislim, da v 7:30, 25. junija leta 2014. Tudi vas sem prosila, da izberete en odlomek, da preberete odlomek iz svoje knjige, pa bi morda potem ob tistem še nekoliko več komentirali. Iz eseja, aha. Jaz bi prebrala, jaz bi prebrala začetek tega eseja, ki ima zamuto, to se pravi nekako za spremljevalne verze, ki uvajajo ta esej, so verzi Daneta Zajca. To je ustvarjanje svobode. Nate sem se spomnil, brat, tvoji beli mladi zobje so bili jalova sita. Dane Zajc, to je iz njegove zbirke Požgana trava.
S stvarniškim dejanjem postanemo resnični, tedaj naša navzočnost prestopi meje nas kot stvari in se razda v resnico, to je v nekaj več, kot smo zgolj mi sami. Toda to se zgodi šele tedaj, ko smo si utrli svojo pot in svoj dostop do resničnosti, ko nam je dano, da sebe, soljudi ali stvari, med katere je naše dejanje in nehanje vpeto, uzremo na svoj poseben način, kot odkritje, ki ga je treba sporočiti vsem. Tedaj stopimo med tiste, ki imajo zavest v sebi. Se pravi, na polje svobode in tedaj prevzamemo vsa bremena in ves strah tega sveta nas. Tedaj se prične naše razdajanje in naše dogovorivanje. Nobena izvirna stvaritev ni mogla nastati iz nečesa, kar je že konvencija. Najbolj univerzalne zamisli so se porajale prav iz onega posebnega videnja, njegov vir pa je lahko le v nas, najbolj vsakdanjih in človeku najbližjih stvari. Kralj stvarniškega nastajanja še vedno in kljub samo ozračje bližine in ta bližina se spleta le okrog posameznega individualnega človeka. Čar in prepričljivost umetnine izvirata iz bližine, nenehno prerajanje in vračanje bližine med nas, oklepajo te najbolj minusne razsežnosti med razsežnostmi našega bivanja. V tem je njeno poslanstvo, zakaj strah ne se brez te navzočnosti, brez tega spremstva. Zanikanje tega dejstva je ena najbolj klavrnih zablod prevratništva naše dobe, obenem pa znamenje pogorišča v nas. O naši ustvarjalni sposobnosti ne moremo odločati sami. Ta sposobnost ni nekaj, kar bi si mogli pridobiti, kot se pridobivajo stvari, ki so v dosegu naše volje. Ta sposobnost nam je, kot pravimo, darovana. Tako pravimo, ker je ta beseda zopet naša človeška mera za pojav, katerega nastajanje doživljamo kot nekaj nepreračunljivega in tako rekoč z neba danega. Vsekakor je to primer, s katerim lahko kaj prepričljivo ponazorimo Spinozovo trditev, da je vse, kar se nam zdi slučajno, le naša mera za tisto, kar nam je nedoumljivo, ker da ni dogajanja, ki se ne bi tako ali drugače odigravalo po neki zakonitosti. Pa vendar se dan danes mnogim zdi, da se je prav v našem času, tako rekoč na koži naše generacije, zgodilo nekaj, zaradi česar je vse na svetu podvrženo totalni reviziji, totalni spremembi. Obstaja namreč prepričanje v neko posebno poklicanost nas, ki živimo v tem izjemnem času. Vera v nas kot izvoljeno ljudstvo, ki bo ustanovilo novo postavo, tudi v najbolj varno skritih kamerah snovanja. Vse snovanje ne postane pregledno in preračunljivo, vse ne postane nadstavba. In res, odkar obstajajo politični, gospodarski in miselni sistemi, ki slonijo na prepričanju v spremembo samih temeljnih stvari in ki s svojim obstojem nekaj te spremembe že tvorijo ali vsaj utrjujejo prepričanje v njeno realno možnost, je videti, da skoraj ne smemo več govoriti o neki dozdevni, temveč o dejanski spremembi. Tako nastane vprašanje, za kakšno spremembo gre, oziroma kaj ta sprememba pomeni. Ali gre res za prehod v neko čisto novo, doslejšnje nedoživeto stanje, ali pa gre za pojave, ki jih zgodovina pozna, odkar so jo začeli pisati. Glede jim je naš čas nadel svoje naličje, svoje znamenja. In jih mi, ki živimo znotraj njih, ne prepoznavamo za take. Mar ni vznemirljivo, da prav te pojave, kako zlovešča senca, spremljajo strahovita pustošenja in še posebno uničujoča nestrpnost, obrnjena prav zoper nosilce stvariteljske moči, zoper tiste najbolj nepreračunane in nepričakovane. Torej, to je prvo poglavje iz tega eseja o ustvarjanju svoboda, ki je bil prvotno objavljen v reviji Zaliv med leti 1975-76, kar je šel v 2 nadaljevanjih. Torej, oče ga je izdal pod psevdonimom Zorko Prelog. Leta 1994 pa je bil ponovno napisan natisnjen v zbirki Videnja, ki jih je izdala zbirka Mihelač. Založba Mihelač. O tem očetovih videnjih, to je tudi nekaj, kar mogoče fajn povedati. No, ravno iz tega odlomka že kaže, kako se je ves čas spraševal. To nenehno samo spraševanje je bilo pravzaprav tudi oblika njegove ustvarjalne moči, njegovega ustvarjanja. Zato mu je bila eseistična forma tako zelo blizu. Pa vendarle njegova misel se dotika kljub temu nenehnemu samo spraševanju in tudi spraševanju o nenehnih spremembah, ki so v tem prvem delu zapisane,
Pravzaprav nas preseneča nekaj, da svoj esej zaključuje z temle sporočilom. Današnjemu občutju sveta, ki se nam nasplošno kaže zgolj po svojih predmetih, je tragiško doživljanje tuje. Premnogi celo mislijo, da je resnica spričo sile množičnega, količinskega človeka zavedno presežena. Vendar nas kriza kulture ter njena najbolj otipljiva posledica, kriza okolja in biosfere nasploh, opozarja, da je resnica iz tega doživetja vsak dan bolj tudi naša resnica. To je bilo zapisano pred 50 leti. In vendarle besede, ki delujejo naravnost vidensko, o čemer ste govorili. Morda samo še za zaključek nekaj o teh vseh razsežnostih in dimenzijah očetovega duha. Veste, kako je? Jaz bi nekaj povedala. Midva sem se velikokrat pogovarjala o književnosti, o zgodbah, tudi zelo veliko o teh antičnih zgodbah, to se pravi o grški tragediji. To je njega zelo vznemirjalo in dostikrat je govoril o tragediji, o Ojdipu. In zlasti je bil, še posebno je cenil ta lik Vica Teiresiasa, ki torej njegove fizične oči ne vidijo, ampak vidi on z notranjim očesom. Zdaj, to je zanimivo, da je bilo mojemu očetu to nekaj tukaj zelo blizu, ampak jaz bi rekla tako, on ni bil Teiresias, ampak v njem je bilo del Teiresiasa. Namreč, ker jaz razmišljam o tem, kako je jasnovidno nekatere stvari napovedal, dobesedno, za več desetletij naprej. Ravno v tej knjigi Videnja imamo recimo takšne eseje. Jaz se sprašujem, na kakšen način je on pravzaprav prišel do teh videnj, ker seveda on je imel izjemno močen analitičen čut, on je bil izjemen mislec z tem prav sposobnostjo analitičnega mišljenja. To je bilo pri njem neverjetno, jaz sem se od tega učila, res, ker je bilo fascinantno. Ampak on je obenem prisegal tudi na intuicijo, na nek občutek, na to, da se prepustiš nečemu, kar ti pa hoče povedati, vesolje, bom rekla. In jaz mislim, da je šlo tukaj za neko tako kombinacijo, zelo fascinantno kombinacijo tega obojega. To se pravi njegove analize in obenem obdarjenosti z neko intuicijo, ki je pa tudi sledil in tudi poslušal. Hvala lepa, gospa Jasna Blažič, tako za današnjo predstavitev, kot seveda tudi za vaš spominski zapis. Govorili smo o intuiciji, govorili smo o videnju, približali smo se filozofiji in zdaj se bomo dotaknili filozofije same, dela Transcendentalna filozofija pri Kantu in Husserlu, že omenjenega docenta, doktorja Antona Žvana, ki je bil dolgoletni predavatelj na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani in je leta 1972 prvič predložil na oddelku svojo disertacijo o Kantu in Husserlu, vendar je bila vrnjena v popravo. Zaradi tega kar nekaj časa ni doktoriral in leta 1977 je predložil še dodatno 5. poglavje, ki je bilo sprejeto in potem je bil leta 1978 promoviran v doktorja filozofskih znanosti. Skratka, enako stopamo v čas več kot 50 leti nazaj, ko na Slovenskem seveda nismo imeli ne takega vedenja, zlasti ne o Husserlu, fenomenologiji,
In v tistem obdobju je bila dizertacija profesorja dr. Antona Žvana toliko bolj izjemna, o čemer govori tudi spremna beseda profesorja dr. Valentina Kalana, ki je tako skrbno uredil vso to zapuščino. Obenem se zahvaljujemo tudi nečaku Antona Žvana, Juriju Žvanu, ki je dovolil objavo dizertacije, ki je obstajala samo v tipkopisu in se je na srečo ohranila. Ta izdaja je zagotovo poklon, kot sem rekla, tako samemu profesorju, kot človeku, kot filozofu, predvsem pa seveda tudi njegovemu filozofskemu mišljenju. Več pa profesor dr. Valentin Kalan. Res smo veseli, da je prišlo do te objave po zaslugi, se pravi, Alberta Avgustinčiča, profesorja že omenjenega, ki je napravil tipkopis računalniški. No in original disertacije je strani Jurija Žvana bil na razpolago dan, da smo določene opombe k disertaciji, ki so redke, ampak so nekako kaži pot k branju. Zdaj pa preden bi prišli k neki razlagi te knjige, moja naloga v filozofiji je bila vedno več ali manj omejena na interpretacijo, tako drugačno. In tu sem se še nekako znašel, kakor sem se vedel in znal, in zdaj na koncu sem spet pri tem, da nekaj interpretiram. Najprej je treba se nekoliko ustaviti pri življenju Žvana, ki je bilo precej burno, ampak ne bi šli preveč v te podrobnosti. Je pa nekaj, kar je, vojna je prekinila njegov gimnazijski študij, kjer je bil v internaciji v Italiji, 43 leta vrnen, in je potem zaključil gimnazijo kasneje in potem je sledila vojska in je šele z 20 leti vstopil v študij na fakulteti, se pravi leta 47. To zdaj, kar se tega tiče. Drugo, kar se tiče njegovega življenja, bi se omejil na čas od leta 55, ko je postal asistent, do leta 73, ko je v seznamu predavanj prvič omenjen. Kajti asistenti v starem sistemu niso nastopali v seznamu predavanj. Tukaj ne boste našli Tarasa Krmavnorja ali pa Veljka Rusa, ki sta bila tudi v tistem času kot vrstnika asistenta. Zdaj, kako je bilo s filozofijo takrat leta 55? Po upokojitvi Franceta Webera je, kot veste, nastopil filozofijo Cene Logar, ki je tudi omenjen pri analizi izkusila svojo knjigo. Cene Logar je mi prišlo potem do te epizode leta 48, na kar je sodobno filozofijo predaval nekaj časa Jože Goričar in na to profesor Vladimir Seliškar, ki je predaval spoznavno teorijo in je Žvan bil njegov asistent. Zraven je bil tudi asistent profesorja Borisa Ziherla, ker sem imel priložnost njega še poslušati leta 61, ko je predaval na filozofski uvod v družbene vede, bil je pa takaj tudi profesor na primerjalni književnosti. In on je predaval uvod v družbene vede in Žvan je sodeloval torej pri Ziherlu in pri Seliškarju. Toda Seliškarju je bolezen prekinila delo na filozofski fakulteti in Žvan je bil na tem, da dela disertacijo pri njem in je prišlo potem do tega, da to ni bilo izvedljivo. Toda Žvan je v teh letih, od leta 55 kot asistent, pa do leta 73, ko je dejansko bil nekako zabeležen na univerzitetnih teh seznamih predavanj,
je bil na specializaciji v Zagrebu, nekaj mesecev v Beogradu, nekaj mesecev in pol leta, mislim, to natančno ne vem, v Parizu. Tako da je bilo njegova seznanjenost s sodobno filozofijo je bila, rekel, izredna. In recimo, tako je predlagal branje, recimo Korževa za interpretacijo Hegla, ki je pomenil velik preboj v interpretaciji Hegla, kar se je potem mlajša generacija na to tudi opirala, tudi tu navzoč profesor Štrajer se je s nemško klasično ukvarjal. Malo za Žvanom, ampak to so bili nova izhodišča. Žvan je izhajal iz tega, da je treba Kantu dati ustrezno mesto, kar pa ni bilo lahko, kajti teda je bila uradna filozofija bila dialektika. Ampak dialektika Heglovega tipa. Veljko Koreć, katero sem jaz študiral filozofijo sodobno, pravi tako, sodobna filozofija ima dve deli, eno je revolucionarna Kantova filozofija, kritika čistega uma in Heglova znanost logike. In dialektika je tako rekoč skoraj obvezna, bodi si v Kierkegaardovi varianti, rekel, eksistencialni ali tej zgodovinski svojno odtujitve pri Marxu. In to je zdaj ambient. In se pravi, Žvanu ni bilo mogoče zdaj pisati disertacijo, ker je bil oddelek v nekem, tako rečemo, vakuumu. In tako je potem prišlo do tega, da je začel pisati disertacijo leta 1972, pisati jo je začel že prej o Kantu in Husserlu, o čemer je veliko predaval, kar je tudi zabeleženo tu v biografiji. Recimo pojem sveta pri Heideggeru, potem predaval je tudi o Platonu na različnih instancah na inštitutu. In zdaj to oddal je disertacijo, kakor je bilo omenjeno, in na to je pisal popravo, kajti v tistem času je nekako prevladal neke vrste nenavaden dogmatizem, bi rekel. Če bom uporabil izrazski nivoj, da se malo zaščitim, dogmatizem pomeni včasih v praksi despotizem. To je rekel Hamann. Se pravi, dogmatični despotizem je vladal tako rekoč. In ta, ta situacija je povzročila, da je disertacija bila odobrena, Žvan pa je bil star tedaj 50 let. Se pravi, to delo je res, rekel, analitično in z mnogo distinkcij in pa tudi z meditacijami, ni enostavno. To zdaj, kar se tiče biografije. Je pa res, da so tedaj ocenjevali disertacijo 4, se pravi, ne tako zdaj 3. S tem, da je bilo ponudeno Antonu Žvanu, da objavi neko poglavje, ne pa knjigo. In on ni pristal in ko boste brali, boste videli, da to ni knjiga, s katere bi eno poglavje vzel ven, pa bi bil dober, kot tudi druge filozofske knjige, ki so kompaktne, težko prenesejo samo eno poglavje, recimo, da bi iz Sartrovega dela biti nič, se da neko poglavje vzeti, ampak je ne celota, tudi kritika čistega uma je takšna. Ampak zdaj bom šel pa kar rekel nekoliko k Kantu. In sicer zato, ker je Kant rekel, dal transcendentalni filozofiji neko novo razsežnost, kajti tudi Descartova filozofija je transcendentalna, pa kasneje Fichtejeva, ampak Kant ima neko posebno mesto. In sicer poglavje v Kantu je zelo enostavno, da bolj biti ne more. Teorija principov, teoretični um, praktični um, se pravi, nekaj splošnega, pa teorija in etika. Morda prej nadaljujem, morda je kdo pred 10 dnevi na radiju
zasledil na drugem programu en film, nekakšen reportažni film, Immanuel Kant, Eksperiment svobode. Ne, se pravi, ker nekateri sploh mislijo, recimo, da je Kantova etika v marsičem, recimo metafizika, da piše danes nekako top delo, ki pa mislim, da še ni prevedeno, pa so že je. No, in zdaj s čim se ukvarja teorija principov. Kantovo izhodišče je, da imamo v filozofiji opravka z zlorabo pojmov, z missbrauch der Begriffe. In on hoče razčistiti v filozofiji te pojme in izhaja iz tega, da se filozofija deli na področje narave in na področje etike. In da ima vsako področje svoje lastne principe in ne moramo principov narave uporabljati na področju morale. In zdaj, zato se bo lotil zdaj, rekel, da prvo teoretične filozofije in tu je predvsem, rekel, njegova naloga, da utemelji znanstvenost naravoslovja. Ne samo, da je naravoslovja tudi mehanični materializem, ali pa drugačen materializem, ampak da je, kako je utemeljen, in njegova teza je, da je utemeljen na sintetičnih sodbah a priori, ki temeljijo na pojmih, in da do znanja pa pride tedaj, ko naredimo sintezo pojmov in to sintezo dela teoretski In to je teorija uma, pa se imenuje transcendentalna logika. Ta logika pa ima dva dela, se pravi analitiko, to je to, kar sem zdaj omenil, se pravi osnovni pojmi, ki vodijo našo presojo, recimo pojem kauzalnosti omogoča razumeti, kaj je to kauzalnost. In tako naprej. Drugi del logike pa je dialektika, ki se ukvarja z idejami uma. Se pravi, to, kar vemo na osnovi pojmov in kategorij, je pravi Kant kot otok v oceanu vesolja in v tem svetu imamo ideje. In zdaj imamo ideje, ki jih je metafizika posebej obravnavala. To so ideja duše, ideja sveta in ideja Boga. In zdaj, kaj je recimo pri Kantu ideja Boga? Ideja Boga je ideal uma, to pa je ideal popolnosti vedenja. Ta ideja je samo res ideal in ne moramo o njej govoriti kot o nečem bivajočem. In zato, ker bi bil to po Kantu antropomorfizem in v konsekvenci, če poenostavim, je bil Kant neke vrste deist, ampak z neko rezervo, medtem ko z religioznega vidika je pa situacija čisto drugačna, ker imamo potem njegovo teorijo religije znotraj meja des bloßen Vernunft, ne reinen Vernunft, ampak bloßen, pač kot pri vsakdanji Zdaj pa drugo področje je potem področje morale. Tu pa je ključni pojem svobode, ki nastopa že v teoretskem področju kot področje kontingence. Kant, ko obravnava, tudi ne vem, skoro ne bi mogel iti v njegovo kozmologijo, antinomijo med tem, ali je svet ima prvi vzrok, ali je kontingenten začetek, ali se začne v času, ali je večen in take stvari. Čeprav so se pravi, to je že veliko izvedba, ki ni čisto transcendentalna več, to so antinomije. Antinomija same je pravzaprav dialektika, ni transcendentalna filozofija v čistem pomenu, kajti transcendentalno je to, da pojasnijo izvor spoznanja, ali pa temelj spoznanja. No in potem
zdaj, kar zadeva Husserla. O Husserlu je veliko več pisanega kot o Kantu, s tem, da gre pri Husserlu za obravnavo tistega pojma intencionalnosti, da je zavest vedno sestavljena iz predmeta in iz dojetja tega predmeta. Se pravi, gre za to, da razjasnjuje pa navezuje na pojem evidence, ki je uveden z Descartesom. Zato je tudi njegovo glavno delo, eno glavnih del kartesijanske meditacije. Te razprave se gibljajo preko 8 ali 9 glavnih knjig, ki so tedaj izšle, se pravi logične raziskave, ideje za čisto filozofijo, vmes pa še kratek spis filozofija kot stroga znanost, kjer poda kritiko naravoslovja in duhoslovnih znanosti, on uporablja ta izraz duhoslovni, če da tam niso temelji preko teh ved, ki so se razvile tedaj, niso temelji izkazani in da nimajo značaj strogih znanosti. Čeprav on ne meri, ampak želi, da ne bi egzaktnost samo matematično določali, ampak misli, da ima vsako področje svojo vrsto egzaktnosti. Ključno pri nadaljnjih spisih je potem razprava o zavesti o času, kjer intencionalni akt sprva razume kot recimo matematični akt, recimo 2 in 2 je 4, ali pa 3 in 1 je 4 evidentno in tako. Ko pa se spusti na področje časa, se pa intencionalnost razširi na vse mogoče doživljanje, tudi na čustva, na lepo, na področje recimo prava. In tako se začenja širiti proučevanje fenomenološko na drugih področjih. Jaz sem se malo bolj ukvarjal samo z enim od njegovih predavanj, ki so o etiki, kjer je Husserl razvijal nekakšen personalizem. Zdaj pa tako. Potem je Žvanje Husserla predstavil na tistem prvem delu, tistem, ki je bil prvi kos disertacije v Husserlovi kritiki Kanta, kjer predvsem izpostavlja to, da je za Kanta znanost preveč omejena samo na sintetične sodbe a priori, se pravi na naravoslovje, interpretacijo na metafiziko naravoslovja, medtem ko naj bi Husserl zajel vse področje, rekel, vsaj programstvo. Zdaj pa se začne drugi del knjige, ki je v kazalu zabeležen kot 5. poglavje, kar je 100 strani, ki ima 2 dela. En je poprava, drugi je kritika. Poprava samo še poglablja stališča, ki so prej. In on ni mogel drugače. Medtem ko kritika se pa obrne optiko, se pravi, ne zanima več samo transcendentalizem, se pravi iskanje pogojev možnosti nečesa. Ampak začenja to, ali je to izkustvo, kako ga opisuje Husserl s temi in svojimi distinkcijami noeza, noema in drugimi. In začenja s to kritiko in vzame za primer enkrat recimo Hegla, kakšen je Heglov pojem izkustva, kajti Heglov pojem izkustva je takšen, da tudi začenja z zaznavo, z občutkom, ampak ga potem pojmovno nekako obdela in tudi dvigne na višjo raven. Kar je za moj občutek bilo izvirno pri Žvanu, je to, da pravi, da je
dialektika nehvaležna do izkustva, kajti jemlje ga samo zato, da ga presega. Tako da potem drugič vzame za primer recimo Loka in o tem, kako Lok vzame izkustvo za osnovo, se pravi dva vira spoznanja, se pravi občutki in refleksije in obravnava to tematiko. Potem nastopi Hume kot paralela. V končni fazi pa pri Husserlu zameri to idejo, da je zaznavo določi kot edini temelj vsega spoznanja, sovpadanje in pride do sovpadanja zaznave in eidosa. In Žvan pride potem do razlikovanja da izpostavi razliko med Platonovim idealizmom in tako imenovanim Husserlovim idealizmom. In večkrat tudi opozarja na to, da smo mi preveč učakani iskati paralele pri drugih filozofih. Tako tega je mnogo in mene bo samo žal tega, da nismo dali eno imensko kazalo, ker ne bi bilo veliko imen, komaj 20 v kazalu, ker je vedno tam ena cela meditacija. Recimo o Hegelu govori na 3 straneh, kako dialektika Hegelova se sooča z empirijo in kako jo dviguje naraven znanja. No, vmes tudi na nekaj mestih navezuje tudi na Marxa, zlasti to, da je Marx pozor na konkretnost zgodovine, to, kar so kasneje tudi recimo kosi dialektika konkretnega razvijali, tako da in tudi odtujenost upelje in take stvari, ampak to je vse tako dosti bežno. V glavnem je pa tako, na koncu bi to rekel, da bi s tem zaključil, to delo je treba morda brati enkrat malo hitreje, potem pa počasi, pa po kosih, drugače ne bo šlo. Hvala za pozornost. Hvala profesorju dr. Valentinu Kalanu, ki je na tak način predstavil tudi ne samo dizertacijo Antona Žvana, ampak tudi pravzaprav živeto zgodovino fenomenologije na slovenskih tleh pod vplivom dogmatizma ali despotizma, kakorkoli že to imenujemo. Zelo sem vesela in res hvaležna vsem, ki ste sodelovali pri pripravi te knjige, že omenjenemu profesorju Avguštinčiču za prepis v računalniško obliko, Etiču Juriju Žvanu za dovoljenja, za objavo in seveda predvsem profesorju dr. Valentinu Kalanu, ki je leta in leta vzpodbujal, da se na tak način poklonimo profesorju Žvanu in da seveda ne samo naredimo poklon, ampak tudi seveda sporočimo, da je bila v 70-ih letih njegovo filozofsko spoznanje tako v Kantu kot Husserlu izredno pomembno in da morda na tak način, če tega dela ne poznamo, preskočimo del zgodovine filozofije na Slovenskem, kar nikakor ne bi bilo dobro. In zato res srčna hvala, profesor Kalan. Zdaj, če je še kakršnokoli vprašanje, izvolite, profesor Avguštinčič, da pa ste dobili mikrofon. Vse glasno govorim. Na kraju je kolega Valentin omenil nekoga in jaz bom zdaj povedal osebno zgodbo, zelo kratko, o kakšnem primežu je deloval dr. Anton Žvan. O priliki izpita iz dialektike sem predavatelju dejal, veste, prebral sem Karla Kosika, dialektika konkretnega. Kdo vam je pa rekel to brat? Obrnil sem se, šel iz
predavalnice ven, obupan, dejansko obupan, in sem šele naslednjič prišel na izpit k konkretnemu profesorju, ki je to izjavil. Hotel sem s tem povedati, v kakšnem primežu je bil, da ne rečem, v primežu ideoloških aparatov države tedanjega obdobja. Vsaka drugačna misel ali pa vzgib k drugačni misli je bila lahko spotika nekaterim, ne posplošujem. In dr. Žvan, tudi kot profesor, kot metodik, kot didaktik, če bi ga poslušali, njegov pristop, kolegica ve, kako je pristopil do študenta. Nastop, po nastopu študent opravite najprej vi analizo svojega nastopa, potem bom pa jaz spregovoril. Ta njegova tako imenovana majevtika Sokratova je bila enkratna, toliko za mimogrede. Ja, jaz sem Marko Uršič. Najprej bi se rad zahvalil Matici in vsem avtorjem za te 3 zelo zanimive knjige in tudi za lepo predstavitev. Jaz sicer nimam kakšnega posebnega vprašanja, ampak nek malenkosten detalček bi rad dodal iz svojih 70 let takratnih, ko sem bil star 25 let. 24 sem diplomiral ravno leta 75. Jaz sem poslušal dr. Žvana in to so bila dejansko krasna predavanja. Mislim, da je bila takrat Hegelova enciklopedija, da je imel pač, on je variral, iz semestra v semester, bil je asistent še in je imel pač za nas, mislim, da v 3. letniku ali kdaj. No, zdaj sem zelo vesel, da je končno in išla ta knjiga. Spominjam se tudi takrat tistega decembrskega dne, mislim, da je bilo leto 2015, ko sva s kolegom profesor Kalanom in še enim mladim raziskovalcem pri nas, mislim, da sem bil takrat, sem bil predstojnik oddelka, ko smo žili stanovanje umrlega profesorja, ker je nas njegov nečak, ki je pač dedič, nas je prosil, da izberemo nekatere knjige in to je bilo stanovanje, tam je bilo njih po mojem 4-5 tisoč knjig, ogromno. Betovnovi. Ja, na Betovnovi, ja, oziroma Župančičevi, mislim, da je Župančičeva ulica. No in takrat je kolega profesor Kalan našel v njegovem pač tistem pisalni mizi je našel to dizertacijo in si potem vzel v branje, v hrambo in je zdaj pač išla in to je zelo lepo tako. Hotel sem pa še povedati še en detalj v zvezi s tem, s to kritiko, v bistvu dialektično ali kakorkoli. Študenti v tistem času smo bili v podobni situaciji, kot je bil tudi Žvan, on je bil pri dizertaciji, jaz sem bil pri diplomi. Jaz sem imel leta 1975 diplomo iz teme tehnika pri Heideggeru in pri Frankfurtski šoli. In potem, zdaj ne bom pač omenil, kaj je bil mentor, bilo je neka zamenjava mentorja spet zaradi bolezni in tako naprej. No in potem, ko je prišlo do tega, da bi moral tisto zagovarjati, sem dobil to diplomo nazaj, češ kje pa je zdaj vaše stališče na koncu, ker jaz se nisem hotel izrecno opredeliti, mene takrat zelo pritegnil pač Heidegger pod določenimi vplivi in tako naprej tudi gotovo in se nisem hotel opredeliti proti Heideggeru. In malo je manjkalo, da mi ne bi te diplome zavrnili, bilo je tako namignjeno, to je bilo vse na en fin način namignjeno, takrat češ treba je napisati lastno stališče, neke vrste zaključek. Kje pa je zaključek? In jaz tega nisem hotel. In potem na koncu mi ni bilo tega treba, ker me je pol ven zvlekel, da rečem tako, zelo strpen in široko mislim profesor Jerman. Tudi že pokojni, ki je bil moj potem mentor pri magisteriju in pri doktoratu. Tako da, ja, to so bili pač neki časi, ki jaz sicer potem zaradi različnih razlogov, predvsem zaradi tega, ker nisem bil član neke določene stranke, ki je bila takrat edina in nisem mogel priti na fakulteto, ampak ne morem reči, da sem bil kakšen poseben dizident, potem sem imel dobre službe. Eno izmed njih tudi po zaslugi tukaj prisotne Alenke
puhar na delu, ne, ki bom celo življenje hvaležen za to, da me je pritegnila k pisanju. Takrat je bila VD v Sobotni prilogi, ne, si bila takrat in tega ne bom pozabil. No, potem so šli pač zadeve svojo pot, ne, in pač tako je bilo, kot je bilo, ne. Ampak te stvari se pozabljajo, pa ne zato, da bi zdaj, kot bi rekel, klicali koga pred zatožno klop ali kakorkoli, ampak prav je, da se tega spomnim. Hvala lepa. Veš kaj, ja, bom takoj. Glede zaključka, ne, da moraš napisati zaključek. Dr. Majer in dr. Žman so pa vedno rekli, diplomska naj se zaključi z vprašanjem, ki motivira razmišljanje naprej. To je res, ampak dr. Majer je bil prvotno moj mentor, njega sem izbral za to nalogo, Boris, samo pol je dr. Majer bolj. Mislim, bilo je podobno kot Seliškarjem, takrat pred mnogimi leti, ne? In potem je nekdo drug dobil pač to mentorstvo. Še Alenka. Hvala. Hvala, Marko, da si se spomnil in to s prijazno besedo. Hvala. Torej, jaz sem Alenka Buhar. Jaz bi rada omenila oziroma vprašala tudi o nekem drugem primežu. Je pa jasno ideološko-politične narave. In sicer je moje vprašanje namenjeno Jasni Blažičevi in glasi se približno takole. Najprej en par besed trdilnih stavkov, preden bo vprašanje. Izjemno vlogo je, kot se je izkazalo pozneje, pri Kocbekovem dnevniku, ki ga je objavil Boris Pahor in s pomočjo Rebule v Trstu, odigral Viki Blažič. Kot se takrat ni smelo vedeti, pa se je pa čez mnoga leta, je Viki pravzaprav usmerjal Kocbeka pri postavljanju vprašanj in odgovorov. On je na nek način poantiral, kam peljati te strašne izjave in priznanja, ne? Tudi trmasto je vztrajal, da je ta intervju treba speljati, ker se je Kocbek rad umikal kar naprej, a ne, par let, kot vemo, par let. Skratka, ti povojni strašni pokoli so očitno Vikija Blažiča izjemno zanimali, izjemno boleli in o njih je marsikaj vedel. In moje vprašanje, draga Jasna, se glasi, a ti veš, kdaj je izvedel, kako je izvedel, kako je to bilo? In kaj in kako so v tem krogu njegovih prijateljev o tem razpravljali, se spraševali, poizvedovali in tako dalje. Prosim. Samo na kratko imam profesor Kalan eno repliko še v zvezi z Žvanom, morda potem pa razgovorim. V zvezi s tem, kar je profesor Uršič omenil, za Žvanovo predavanje o Heglovi enciklopediji. Prav v tem spisu je eno daljše poglavje prav o enciklopediji filozofskih znanosti in sicer z tega vidika, da ima Hegel te pozicije do sveta, ena je objektivna, druga je drugačna in zdaj pa to pa omenjam zato, ker je to zadnje poglavje, kritika, je pisano tako, da imamo tekoči tekst, na kar se redijo v okroglih oklepajih opombe, ki so na koncu besedila in so nekatere dolge tudi po 3 strani in jih je treba ločeno brati. To je zelo neugodno za listanje, ker je škoda, da bi tiste opombe brez konteksta brali. Spis, ki je podobno organiziran, je Heideggerov spis Doba podobe sveta, ki je bil en prvih prevedenih strani Primoža Kozaka v perspektivah. Tako da jaz priporočam bralcem, da morda, se pravi, drugi del zadnjega poglavja kritika, pa da kritiko berete kar posebej.
in Kanta posebej, Husserl je pa tako obsežen in tudi kar že kar naporen, no, tako rekel. Hvala lepa. Hvala vam. Ja, da odgovorim Alenki, za Alenko se tikava, sem zelo vesela tega. Skratka, jaz bi, veste kaj, to je pravzaprav daljša zgodba. Jaz bi rekla, da se je v bistvu njemu zbudil sum že takrat, ko je bil pravzaprav še najstnik, ker on je bil, njega so strici odpeljali v partizane, zato ker takrat je bilo tako, če so prišli ta beli, kot so rekli, ne, so oni odpeljali, če pa so prišli rdeči, so pa oni odpeljali. Tako da za te strici, očetovi, ki so bili v partizanih, so ga odpeljali in potem pravzaprav zelo bedeli nad njim. Oni ga niso pustili, da bi šel na kakšne fronte ali kaj takega, ne, ampak je bil tam pri zbiranju novic, lepo, bom rekla, v zavetju, v vrhu, ne, kjer je tudi slika v knjigi. In potem, ko je bilo konec vojne, je bil pravzaprav v temu domu svetega Stanislava, se pravi v Šentvidu, je on bil nekako med tistimi, ki so stražili te ujetnike. Ne? In tako, mislim, kot je on pripovedal, ali kot je tudi recimo nekako, takrat, ki je bilo za njegovo nagrado, sem jaz zbrala ta material, njegov pa to, kar je napisal, da sem potem oblikovala pač nek predlog in tako pač o njegovem življenju, tudi sem takrat neke osnove napisala. Skratka, njemu je bilo, pri njem bilo tako, ne, on je sam s svojimi besedami rekel, da belogardistom ga ni vlekel prav in je rekel, ja, tako so mi bili nesimpatični v teh svojih uniformah, ne, tako on je pač doživljal še dosti otroško, takrat se je bil star 16 let, ne. No in potem tam pri zavodu svetega Stanislava mu je očitno nekaj postalo sumljivo, Zdaj, ko je on, ko je bilo na tem, da bi kandidiral za poslanca, je nekdo tako iznesel zgodbo, da ko se je ustrelil v koleno, takrat ob koncu vojne, kot češ, ne, gledajte, dezerter je bil, ne, in se je ustrelil za nalaž v koleno, ampak jaz osebno mislim, da če je bilo to namenoma, je bilo to dejansko zato, ker se mu je zdelo grozno, da bi ga uporabili za eksekutorja lastnih ljudi, no. Jaz si pač tako, prosim, to ni nikjer dokazano, nikoli mi tudi ni tega tako eksplicitno potrdil, nerad je o tem govoril, ampak jaz domnevam, da je nekaj takšnega bilo. In potem, seveda, on je bil na začetku navdušen komunist in tako naprej, skratka, vse obratno, kot je bil njegov oče, to je moral biti, ne. In potem je do prvih teh sporov prišlo že, ko je bil pri Mladinski knjigi, je naletel na te, bom rekla, partijske trde prijeme, tudi neke snobitve, da bi ovajal svoje kolege, kar je seveda kategorično zavrnil. Skratka, takrat je se začelo to lomiti, to njegovo, skratka, bom rekla, zaupanje v neko komunistično prihodnost. Tako da zdaj jaz osebno mislim, kakor sem se z njim pogovarjala, on je zelo veliko bral, ne, in je bral razne knjige, te, bom rekla, publicistične, ne, tudi v angleščini, on se je sam recimo naučil angleščino, nemščino je znal tako iz šole, ruščino je znal, ne, angleščino se pa sam naučil. In je razne te knjige bral in jaz imam v spominu, da takrat, ko sem res v gimnaziji, to se pravi, to je bilo recimo nekaj leta, ne, preden so njega zaprli, recimo nekih 5 let, pa to sem ga videla, da je nekaj zelo, zelo raziskoval. Tako da jaz bi rekla, da je bilo to, da se je res bolj konkretno s tem spopadel, no, da je bilo to, ne vem, mogoče, da se je začel 10 let pred to aretacijo in potem še bolj intenzivno, seveda potem, ko je sodeloval s Pavlom Kozbekom. Povem pa kot anekdoto, eno zelo luškano zadevo. Ko sva z Lojzetom Kovačičem iskala odvetnika, pa jaz sem potem prihajala k Lojzetu in tako sva hodila iskat, okrog raznih odvetnikov, kdo bi prevzel ta primer in naletela, tudi se o tem pišem v knjigi, tudi na zelo burne odzive, dobesedno ena je nagnal, kaj pa mislite s temle, ker je tako krivovec, ne. No, in pa jaz sem vprašala, jaz sem imela bolj malo pojma takrat o tem, zakaj je bil oče v bistvu zaprt, ne.
Zato, ker jaz bom rekla, da nas je kljub vsemu kot družina v nekem smislu ščitil, ni želel, da bi preveč vedeli. Ni hotel meni recimo povedati. On je hodil v Trst, ampak mi nismo vedeli, da bo v Trst. Vedeli smo, da ima prijatelja Borisa Pahorja, ampak to, da pa sestavljajo nek zbornik, tisto sinjo knjižico, v kateri bo tudi Kozbako intervju, tega nam pa ni povedal. Tako da jaz sem potem tako naivno rekla Lojzetu Kovačiču, sem rekla, pa kaj ima ta Kozbek tak vpliv na mojega očeta, ker so vsi govorili, ja, zaradi Kozbeka je bil zaprt. Pa se je Lojze nasmejal, pa je rekel, ja, jaz bi rekel, da je bolj obratno, da ima tvoj oče vpliv na Kozbeka, tako da... Ja, tako da to je bil njegov odgovor. Hvala. Ja. Hvala lepa tudi za ta odgovor. Morda še kakšno vprašanje? Če ni vprašanj, danes smo govorili o knjigah in o avtorjih, ko ustvarjanje ni bilo svoboda. Če parafraziram Blažičev esej, pa vendarle verjamem, da smo predstavili izjemne ustvarjalce svobodnega duha. In tak dan vam tudi želim v nadaljevanju. Hvala vsem, ki ste prišli. Hvala lepa.